Hvala, ker si izbrala našo moko. Jaz bi morala biti hvaležna tebi, ker doma obožujemo kruh, ki ga spečem iz moke tvojega očeta. Moj oče drugega sploh ne mara. Zmrduje se. Danes pa kruh ni tako dober kot ponavadi. Kako prikupan, muc! To je moj najboljši prijatelj Peter. Kako lepo ime ima. Nasvidenje, Marko. Upam, da bo tvoj oče čim prej ozdravil. Pazi nanj. Hvala. Gremo. Uspelo mi je, končno sem spregovoril z njo. Kaj je bilo to? Oče, oče! Oče, zbudi se! Oče! Očka! 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 Očka, zbudi se, očka! Očka! Ubogi fant, niti pogledati ga ne upam. Lepo je skrbel zanj. Brata pa, res je, ves čas sta pohajkovala. Marko pa je moral sam skrbeti za očeta. Pojavila sta se takoj, ko sta izvedela, da boste dedovala. Gremo, Marko. Ob mrtvecu nimamo kaj početi. Molčita! Za božjo voljo, kaj ne razumeta, kako fant trpi? Iša je po novem moja. Poberi šila in kopita. Nekaj si pozabil. Umazane škornje. Nažalost smo reveži. Andrej si je vzel hišo, meni pa je dal samo osla. Tebi je naš čudoviti oče zapustil par prelepih škornjev. Res je bil od sile. Oporoka Petra ne omenja, za krzno bi pa že nekaj dobila. Meso pa lahko pojeva. Pridi, muc, muc. Peter je moj najboljši prijatelj in ti ga ne dam. Molči, daj mi ga. Kako si drzneš, au. Vama že pokažem. Nehaj, Tomi. Marko je Petra prinesel domov. Skrbeli so zanj. Pusti me, že razumem. Roke proč. Presneta, ne pridi prava. Hvala, teta Ana. Malenkost, če nimaš kje spati, lahko spiš v našem hlevu. Hrana pa... Mami, mi smo lačni! Daj nam za jest, mami! Lačni smo! Tiho bodite, umaknite se. Bodi brez skrbi, ena usta več ne pomenijo nobene razlike. Ne skrbi zame, jaz se bom že znašel, nekako z Bogom. Če boš v težavah, se vrni, rade volje ti bomo pomagali. Ubogi fant.
Hej, oče! Zdi se, da ti par teh starih škornjev veliko pomeni. Zakaj? O, te tukaj misliš? To so škornji sreče, ki so že dolgo v naši družini. Škornji sreče? Tebe že niso usrečili. Motiš se. Dobil sem čudovitega sina, ko sem jih nosil, zatorej gotovo prinašajo srečo. Oče. Oprosti, Peter, ne bom več jokal. Ostala sva sama, veš, zato zdaj ni časa za solze. Premajhni so mi, pa če tudi so očetovi. Na, ti jih pomeri. Hopala! Ja! Hej, Peter! Hopa! Hvala, ker si me obranil pred Tomijem. Govori? Ne bodi presenečen. To so čarobni škornji, ki prinašajo srečo. Zaradi njih lahko govorim in hodim po zadnjih nogah. To je čudovito. Kako pak, od zdaj naprej bova najboljša prijatelja. Velja! Dokler bom s tabo, Marko, se te bo držala sreča. Stopi do tete Ane in si sposodi eno izmed starih mavh. Mavho, čemu? Ravno pravšnja je. Zakaj ti pa bo? To naj te ne skrbi, vse prepusti meni. Ta je pa dobro, kako smešno, česa tako zabavnega, še nisem videl, pobralo me bo od smeha, to ne vrem, noro. Zajček, prišel si v ravno pravem času, poglej v žakelj, pa se boš do solz nasmejal. Enega! Že imamo. Ste vi zahtevali, da vas sprejmem? Ja, vaša visokost, v imenu svojega gospodarja vam prinašam darilo. Kako lep zajec. Vam je všeč? A seveda. Kdo pa je vaš gospodar? Karaba, Markiz Karaba. Zanj pa še nisem slišal. Se razume, naslov je dobil šele pred kratkim. Prepričan sem, da si boste njegovimi zlahka zapomnili. Markiz Karaba, Karaba, Markiz. Menda res. Kako posrečen ptič, kakšno perje. Markiza Karabe! Je tudi ptič darilo vašega, mi ga poklanja? Se razume. Že vem, novo darilo Markiza Karabe. Markiz Karaba je nadvse pozoren mož, Peter. Mi napravite uslugo? Z veseljem, vaše veličanstvo. Kaj? Kralj me bo obiskal. Kaj? Zakaj moram biti gol, Markiz? Ne pritožuj se. Ko bo mimo pripeljala kraljeva kočija, se pretvarjaj, da se utapljaš. Si razumel? Ja.
O, naša družina je v škripcih, morda se nam pa vendarle ponuja Na rešitev. pomoč! Na pomoč! Pomagajte! O, to je vendar glas. Vi ste Peter. Kaj se je pa zgodilo? Ki se še rekel, da bi za vas ujel kakšno redko ribo, pa se je utopil. Ne more verjeti, tam je. Kako prosim? Na pomoč! O ne, brž ga rešite, Markiz Karaba! Markiz Karaba, vesel sem, da ste živi in zdravi. Hvala, ker ste me rešili, vaša visokost. A, kaj pa? Ne, izginila so. Oblačila markiza Karabe. Prav tule so jih pustila, bila so tako lepa, da jih je gotovo kdo odnesel. Saj ne morem verjeti, to je noro. O, res mola. Na srečo pa imam v kočiji svoja dodatna oblačila. O, kako uglejen, gospodič. Markiz Karaba, zahvaljujem se vam za dragocena darila. V čast mi je. Prijeten mladenič ste, vidi se vam, da ste iz dobre družine in da živite v razkošnem gradu. Odločil sem se, da vas obiščem. Že to, da veste, moj grad. Kaj je narobe, Markiz? Obisk vam toplo priporočam. Poglejte, tisto je grad markiza Karabe. A naj pogledam. Tamle? O, večji je od mojega. Markiz, povabite vendar kralja v svoj grad na kozarček. Za trenutek mi oprostite, vaša visokost. O, Zamisel se mi ne zdi najboljša. Oče mi je pravil, da v tistem gradu prebiva sam Satan. Vem ja, kako prosim, pa čemu bi torej silil van? Ne skrbi, vse prepusti meni. no, o čem pa sta se pogovarjala? O tem, kakšen sprejem vam bova priredila. Že razumem. Sam bom pohitel, da vse pripravim. Sprehodita se do gradu, naj se vam nikamor ne bodi. Nasvidenje! Hej, poslušajte me vsi! Čez nekaj časa bo tot mimo prišel kralj. Če vpraša, čigava so ta polja, mu povejte, da so last markiza Karabe. Sicer se bo ujezil in vas vse pozaprl. Ste razumeli? Povejte kralju, kar sem ukazal. Ne bo šlo. Posestvo pripada hudiču, ki živi v gradu. Če bi izvedel, da smo se zlagali, bi nas pobil. Hudiča me je veliko bolj strah kot kralja. Nič ne skrbite. Kmalu boste rešeni. Kako? Kako? Res! Povejte kralju, kar sem ukazal. Si prepričan, da se bomo res rešili hudiča? Seveda, zaupam vam. Tole je opravljeno, manjka samo še pika na i. Zaustavite konje! Kako veliko posestvo? Čigava je ta zemlja? Zdaj smo pa tam. Markiza Karabe! Peter, sem prav slišal? Kaj res? Zemlja markiza Karabe? Kaj? Ja, vsa drobnica je last markiza Karabe. Toliko ovac ima. So to gozdovi markiza Karabe? Vse to? Tako je, vaše visočanstvo. Čudovito. Dobro sem spal. Kaj si bom privoščil danes? Začel bom s temle. Kdo je? Odlično! Kdo pa si? Popotnik. Slišal sem, da je gospodar tega gradu najmočnejši in najboljši čarovnik na svetu. Tu sem, da se o tem prepričam na lastne oči. Saj veste, kako je na tem svetu.
treba je videti. Ste res slišali kaj takega? Zdaj, ko sem vas videl čarati, sem prepričan, da so govorice resnične. To ni bilo še nič. Boste rekli, da nisem videl še ničesar? Vas zanima kaj močnejšega? Vsekakor. Govori se, da se lahko spremenite v karkoli. Mi pokažete? Seveda. Abrakadabra, spremeni se v leva. Sem vas prepričal. Ja. Zdaj sem vam spremenil tisto, kar boste hoteli. Če res to hočete, ne strašite me več, spremenite se v miš. Abrakadabra, spremeni se v miš. Kaj pravite zdaj? Kaj počnete? Izpustite me. Če čarobna palica zgori, bom zavedno ostal miš. Se prav to hočem, žal te bom moral pohrustati. Kako čudovit grad. Vaša visokost. Čakal sem vaju. Vstopite, prosim. Odlično, izvrstno. Nimate le prekrasnega gradu in velikanskega posestva, temveč tudi odličnega kuharja. Slišim. Zavidam vam. Kruh? Edino kruh pa ni najboljši. V primerjavi s tistim, ki ga speče moja hči Sara, je za nič. Moja hči celo po moko hodi sama. Že razumem. Pri kruhu je nadvse natančna. Markiz Karaba, si ne želite, da bi vsak dan jedli princesin kruh? Me niste razumeli? Prijeten mladenič ste, ponujam vam roko svoje hčere. Kaj pravite? Sprejmete mojo ponudbo? Kakšen bo vaš odgovor, Markiz Karaba? Ne vem, zakaj oklevate. Lahko ste presrečni, gospod Markiz, vendar. Kaj vem? Vem, zakaj vam odgovor ne gre z jezika. Ker še ne poznate moje Sare. Tako je, seveda. Markiz vam ne more dati svoje besede, ne da bi jo prej videl. Ne smem je preveč hvaliti, toda pravijo, da je najlepša v naši deželi. Zdaj se nam bo pridružila, ja? Kje pa je? Kaj pa je? Kaj je? Ne moram. Ne, vas moj trud je šel poslu.